Gospa umetniška direktorica, ko boste vi videli, česa je sposobna naša umetna inteligenca, boste osupnili. Pa to je čista potrata mojega časa. Ni možno, da bi računalnik lahko dojel tako globoko stvar, kot je umetnost. Kaj šele, da bi jo ustvarjal? Haha, boste videli, naš algoritem je več mesecev preučeval najbolj popularna in komercialno uspešna dela. Osupnili boste nad rezultati. Evo, pa če začnemo kar z slikarstvom. A je on samo skopiral najbolj znana umetniška dela? Ne, najbolj komercialno uspešna. Pa sej to je še slabše? Dobro, potem vas bo mogoče bolj navdušilo njegovo filmsko ustvarjanje. Filmsko ustvarjanje? Da, temu je algoritem posvetil daleč največ pozornosti in do potankosti raziskav, kateri so najbolj gledani in komercialno uspešni filmi na svetu. In tudi sam posnel en tak tovrstni film. Pred nama je zahtevna naloga. Vse človeštvo je odvisno od najine odločitve. Spisek obtožb je zelo velik. Kdo je sploh avtor teh obtožb proti meni? Takoj ugasnite to! Kdo pa mislite, da smo, da to kažete tukaj? Ja, sej sem vam rekel, algoritem je preučil, kateri so najbolj uspešni filmi in sam ustvaril enega po tem vzoru. Kako to mislite najbolj uspešni filmi? Ja, komercialno uspešni, a ne? No, najboljše pa smo prihranili za konec. Algoritem je namreč sposoben ustvarjati tudi glasbo. In to ne kakršnokoli glasbo, a vse od mongolske opere pa do narodno-zabavnih hitov. Jaz bi vas najraje hitnila. Dobro, pa prisluhniva, kaj je ustvaril. Pa to je turški marš od Mozarta. To je ena izmed najbolj prepoznavnih klasičnih skladb. Ja, in to skladba v javni domeni, kar pomeni, da zanjo ni potrebno plačevati avtorskih pravic. Tukaj bomo zaključili. Ta vaša umetna inteligenca je totalno neizvirna in ne zna drugega kot kopirati dela drugih avtorjev. Ne, to ste pa narobe razumeli. To ni kopiranje in neizvirnost. Kaj potem dela ta vaš algoritem? S tem, ko neizvirno kopira dela drugih avtorjev? Ja, sledi postmodernističnim načelom, seveda.